Podobe znanja. Divje zveri nam predstavljajo neke vrste vir navdiha, tudi občudovanja, predvsem te največje: medved, volk, ris, recimo v zadnjem času tudi šakal, pa morda tudi divji prašiči s svojo številčnostjo, življenjem v krdelih. Vse to imamo nekako v svoji zavesti, v naravi, hkrati pa po drugi strani seveda je treba vedeti, da te živali ne živijo v neki divjini, daleč stran od nas, ampak so pravzaprav v interakciji s človekom ves čas. Slovenija je res, lahko rečemo, država, ki je ohranila veliko narave oziroma naravnega okolja. 6/10 Slovenije prekriva gozd, ampak seveda ne govorimo o nekih velikih, nedotaknjenih gozdovih, kjer bi te zveri živele v miru, stran od ljudi, ampak je Slovenija pravzaprav nek mozaik, lahko rečemo, gozdov, travnikov, pa seveda poseljenih krajev, pa polj in pa infrastrukture, torej cest, železnic, ki seveda tudi ovirajo te velike zveri. V studiu pozdravljam strokovnjaka, ki se že dolgo ukvarja z velikimi zvermi, to je dr. Hubert Potočnik z Biotehniške fakultete, z oddelka za biologijo Univerze v Ljubljani. Dr. Potočnik, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Prvo vprašanje morda, kakšen imamo mi v Sloveniji odnos do teh velikih zveri? A je ta odnos morda malo drugačen, kot ga imajo v Evropi? Dostikrat tudi zdaj, ko pride do kakšnega spora, vedno reče nekako, ja, v mestih so ljudje romantični, pa gledajo na naravo kot neko divjino, mi pa vemo, kako je z zvermi, nam povzročajo škodo. Kakšen je pravzaprav odnos tukaj v Sloveniji do teh velikih zveri, predvsem do medveda pa volka? Torej, ne glede na to, da so to vrste, ki vedno v človeški družbi povzročajo konflikt, lahko rečem, da imamo v Sloveniji kot družba tako en, rečemo temu, interesni pol, kot drug interesni pol, zelo visoko toleranco do velikih zveri. To na vse zadnje kaže tudi stanje populacij velikih zveri, medveda, volka, tudi risa. Seveda to pa ne pomeni, da je tako bivanje brez konflikta, kot ste že omenili. Konflikti pri sobivanju z velikimi zvermi vedno so in tudi vedno bodo. Tisto, kar je pa ključno za to, da je ta, rečemo temu, družbena nosilna zmogljivost višja ali pa nižja, je na kak način kot družba poskušamo zmanjševati te konflikte. Koliko smo kot družba oziroma tudi država kot taka, ki na nek način vodi to družbo, je pripravljena storiti, da je ta konflikt čim manjši. Omenil sem seveda, da Slovenijo prekriva gozd, skoraj 6/10 Slovenije je gozd. To je v evropskih okvirih zelo visoka številka, mislim, da smo na 3. mestu, takoj za Finsko in Švedsko, se pravi državi, ki sta razmeroma redko poseljeni, če jo primerjamo s Slovenijo, seveda. Ampak seveda, kako je pravzaprav s temi habitati za velike zveri? Vemo, da vsi potrebujejo nek prostor. Medved ima svoj, recimo, areal oziroma svoj prostor, kjer se giblje. Kakšna je pravzaprav ta, lahko bi rekli, nosilnost ali pa neka moč teh naravnih habitatov v Sloveniji? Ali zadoščajo za to število zveri, ki jih imamo tukaj? Oziroma verjetno, če se kakšna žival namnoži, kot se v zadnjem času divji prašiči, potem seveda spet pride do konfliktov, ne? Res je, da Slovenijo pokriva v res velikem deležu naravno ali pa sonaravni habitati, predvsem gozd, ne. Moramo pa vedeti, da so to vseeno površine, ki recimo merijo največja taka prostorska gozdna krpa, recimo snežniškega masiva meri 700 kvadratnih kilometrov, kar pomeni, da če to pretvorimo v nekako povprečno velikost teritorija tropa volkov, nekako za 2
teritorija volkov. To pa seveda pomeni, da kljub temu, da imamo tako velike površine tega sonaravnega prostora, kjer pač še vedno potekajo človekove aktivnosti, sečnja, se pravi lesno-predelovalna funkcija, nabiranje gozdov, pohodniki, turisti in tako naprej. Tako da je ta prostor še vedno pod nekim človekovim vplivom. To pa pomeni, da tudi zveri, ki živijo na teh območjih, vedno prihajajo v nek kontakt, v neko interakcijo s človekom. Z tega vidika je seveda zelo pomembno, da znamo ustrezno razumeti, kako takšen prostor deluje. Z vidika prehranskega vidika za velike zveri, bodisi je to volk ali pa ris, ki sta specializirana plenilca, je v naših naravnih ali pa naših sonaravnih okolju velika prehranska pestrost, se pravi velika številčnost rastlinojedov, ki so glavni plen recimo volkov, kot je jelenjad, srnjad, tudi divji prašiči na eni strani, ali pa z risa, mogoče bolj specifično srnjad, gams. Kar pomeni z prehranskega vidika je to zelo, zelo ugoden prostor. Če pa govorimo še o medvedu, ki je pretežno rastlinojed oziroma kot živalska vrsta je vsejed z resnično pretežno rastlinojedno hrano, je pa te hrane, ta nosilna zmogljivost prehranska izredno, izredno velika. Kar pomeni, da z vidika strogo gledano samo bioloških kriterijev sprejemljivosti ali pa bogatosti prostora, nosilnosti prostora, bi ta prostor pravzaprav brez tega konflikta, če ga ne upoštevamo, prenesel še precej več teh živali. Ker pa seveda se te vrste nahajajo v prostoru, ki si ga vsaj deloma lasti tudi človek in ga izkorišča, je ta družbeni moment, ta stopnja konfliktov tista, ki pravzaprav določa omejevanje ali pa je nuja za omejevanje velikih zveri, saj tistih, katerih številčnost na tak način presega to sprejemljivost ali pa družbeno zmogljivost okolja, kar seveda pomeni, da v takšnih primerih moramo tudi sprejemati ukrepe, ki omogočajo nekako uravnavanje in seveda posledično omogočajo toleranco družbe do teh vrst. No, seveda, velike zveri ne poznajo državnih meja, ravnajo se pač po svojih habitatih. Recimo naše so, lahko rečemo, na alpsko-dinarskem področju. To dinarsko področje seveda gre potem proti jugu v Balkan, Gorski Kotar, recimo je tudi velik gost na Hrvaškem, ki je pravzaprav zraven, se kar nadaljuje iz naših kočevskih gozdov, pa tega snežniškega gozda, ki ste ga omenili, pa potem seveda naprej v Bosno. V Evropi je pravzaprav trend že več kot 100 let, da se počasi, seveda, predvsem ljudje se selijo v mesta, še vedno, se pravi, velika urbanizacija je. Pravzaprav po vsej severni polobli, tudi v Severni Ameriki je podobno. In je potem čedalje več gozda, to se opaža recimo v zadnjih morda 50 letih, tako da se Evropa zarašča. Tudi Slovenija se pravzaprav zelo zaraščala, sploh po drugi svetovni vojni. Imamo precej večji odstotek gozdov, kot smo jih imeli pred 50 ali pa celo 100 leti in še več. To je seveda dobro za te velike zveri, ki se pravzaprav širijo po Evropi. Trend širjenja opažamo, tudi volkovi, pri nas jih praktično ni bilo. Če morda na kratko poveste tudi to zgodbo volka, pravzaprav nesrečno za to žival, ki je bila v prejšnjih stoletjih obravnavana kot škodljivec. Pravzaprav skoraj do zadnjih desetletij. Tako je. Volk je bil stoletja pravzaprav intenzivno preganjan, sistematično so bili sprejemani ukrepi na ravni držav, kneževin, skratka na nekih urejenih sistematičnih načelih, predvsem zaradi svoje velike konfliktnosti, ker kjerkoli se je pojavil, kjerkoli je bil oziroma bil prisotno v neposredni bližini človeka, sploh tam, kjer je bila prisotna intenzivna živinoreja, paša domačih živali, kar je v preteklosti bilo zelo pomembno. In
v takšnih primerih je dejansko volk lahko v zelo kratkem času na velikih območjih povzročil veliko škodo. Govorimo pravzaprav o eksistencialnih škodah, vemo pa, da v preteklosti tega solidarnostnega načela, povračila škod, odškodnin in tako ni bilo, kar je seveda pomenilo, da so v večini preteklih družb volka videvali kot nekega velikega škodljivca, kot neko veliko nesrečo, ki se je recimo na podeželju dogajala, seveda z vidika pridobivanja hrane, preživetja gospodarstva in tako naprej. Se tudi recimo v literaturi ali pa sploh v ljudskem pojmovanju je volk kot nek plenilec, se pravi kot neka zlobna žival nastopa. Ja, zaradi tega so seveda volka dojemali kot dejansko neko hudo nadlogo, ki se je treba rešiti na vse možne načine in seveda z vidika družbe je bilo to neko družbeno zaželeno, koristno početje. Zaradi tega je seveda tudi v tem pogledu prišel volk rečemo temu tudi v ljudsko izročilo, v pravljice, ljudje so ga dojemali kot zlobnega, krvoločnega in tako naprej, čeprav v svojih korenini te konfliktnosti je čisto njegovo osnovno biološko naravno vedenje, ki mu je v okoljih brez človeka, preden je človek postal živinorejec, pravzaprav omogočalo, da je v primerih ali pa v redkih slučajih, ko je imel možnost upleniti veliko število živali, več kot jih je lahko naenkrat pojedel, pravzaprav predstavljalo neko povečano možnost za preživetje. Kajti na tisti plen, na tisto veliko število živali, ki so jih recimo en trop lahko po nekem slučaju recimo globokega snega ali pa močvirja, kamor so recimo jeleni zašli, ko so jih volkovi preganjali, so se lahko vračali na ta plen daljši čas. Ko je človek postal živinorejec, ko je dejansko ugradil te svoje domače živali, selekcioniral na način, da so izgubile ta pravi odziv proti takemu plenilcu, kot je volk, je to postala pravzaprav redna praksa oziroma reden konflikt, ki je pravzaprav nastajal zaradi tega takovanega presežnega plenjenja, ko lahko trop volkov v eni noči ubije 20, 30, 40 ovac oziroma drugih pašnih živali. In to je človek dojemal kot zloba, kot krvoločnost. Dejansko je pa volk pravzaprav oportuno našel tisti plen, ki ga je najlažje uplenil. Tako je. Človek mu je pravzaprav ustvaril okolje, ki mu je nekoč zelo izjemne primere pravzaprav ustvaril primere, ki so zanj predstavljali zelo pogosto in redno situacijo. V zadnjem času tudi recimo ta živinoreja se nekako oživlja v Sloveniji, predvsem drobnice, ovac in koz. Kaj bi vi svetovali kot obrambo proti volku, recimo v teh primerih? Je to nabava ovčarskih psov verjetno? Ukrepov, s katerimi lahko precej učinkovito zmanjšamo to konfliktnost, predvsem teh ponavljajočih napadov, pa tega presežnega plenjenja je kar nekaj. Seveda je tudi odvisno od tega, za kakšne pašnike gre, na kakšnem prostoru. Tako smo v preteklosti tudi v okviru evropskih projektov skupaj z Zavodom za gozdove uspeli preko teh projektov uvesti in seveda potem tudi na nek način sistematično spodbujati ukrepe, s katerimi zmanjšujemo to konfliktnost, predvsem recimo v bolj dostopnem dinarskem območju južne Slovenije, z primernimi ograjami, z uporabo pastirskih psov, se pravi pri ograjah mislim na elektromreže, potem z nočnim zapiranjem, se pravi z režimi paše in tako naprej. Z to kombinacijo ukrepov se je v 10-letnem obdobju v preteklosti na območju dinarskega območja, kjer je paša bolj značilna paša v strnjeni paši, v čredinkah, kjer so pašniki bolj dostopni, intenzivno zmanjšati te škode za več kot 70-80%.
Seveda v zadnjih recimo 5, 6, 7 letih se je volk razširil tudi v alpski prostor, kjer so razmere nekoliko drugačne. Vemo, da ti visokogorski ali pa planinski, alpski pašniki so precej drugačni od bolj intenzivne paše, razpršeni, manj varovanja, tudi ni dostopnosti recimo elektrike, cest, poti in tako naprej. Hkrati ta prostor pašnikov neposredno prehaja ali v gozdni prostor ali drug naravni prostor in je sprejemati ukrepe bistveno težje oziroma uvesti neke ukrepe, s katerimi bi preprečevali, kot je praktično ne moremo ugraditi vseh visokogorskih pašnikov. Tudi uporaba pastirskih psov kot takih je lahko kritična. Vemo, da je na določenih območjih prisoten turizem, kar pomeni, prihajajo turisti. Ti psi so pravzaprav delovni psi. Lahko pride do konfliktov med obiskovalci in temi psi. Tudi če so zelo socializirani, kar se v Švici zelo trudijo, da so ti psi do človeka zelo socializirani, drugače gledajo na pse, ki jih turisti s sabo pripeljejo. Zato so izučeni, da varujejo čredo pred drugimi plenilci. In tu nastajajo konflikti, na kak način pravzaprav, katere ukrepe pravzaprav uvesti, predvsem da preprečimo to ponavljajoče napade pa presežno plenjenje. Tako da za alpski prostor zaenkrat je implementacija, se pravi nekako sprejemanje nekih zelo učinkovitih ukrepov še vedno precej teže v primerjavi z recimo dinarskim območjem. Tu v Sloveniji seveda bi bilo dobro, pa verjetno se tudi dogaja, da sodelujete tako z lokalnim prebivalstvom, pa recimo z ministrstvom, ki predpisuje določene stvari, tudi odstrel recimo, pa seveda z lovsko zvezo. Lovci so prisotni v Sloveniji seveda že stoletja in se dobro spoznajo na teren. Ja, tako je. Pri nekih določenih razmerah, ko je konfliktnost presežna, seveda gre za zavarovane vrste, zaradi tega je vsako poseganje v populacije zelo natančno določeno. Natančno so določeni protokoli, razmere, v katerih lahko do tega pride. In v takšnih primerih tako Zavod za gozdove, ki natančno preuči vsak posamezen primer, recimo če govorimo o poseganju v volčjo populacijo, in seveda določene so tudi neke smernice, kdaj do takšnih razmer pride, ko je potrebno ukrepati. V Sloveniji seveda so takšni ukrepi uvedeni. Strogo varstvo, ki ga uživajo te vrste, sicer v Sloveniji so vse znotraj ene uredbe o zavarovanih vrstah, na evropskem nivoju, v okviru recimo habitatne direktive, poznamo različno stopnjo tega varovanja. In volk je bil do lanskega leta uvrščen na prilogo 4 habitatne direktive, kar pomeni res strogo zavarovano živalsko vrsto, kjer se lahko posega vedno samo v vsak posamezen konfliktni osebek s točno predpisanimi pogoji, velike ekonomske škode, nevarnosti za zdravje in življenje človeka in tako naprej, kar je seveda zelo omejevalo sprejemanje nekih takih ukrepov. In dejstvo pa je, da v Evropi danes se ocenjuje, da je populacija volkov nekje okrog 22, 23, 24 tisoč volkov. Koliko jih je pri nas, recimo, dobro, volk se giblje, se posoda. Ja. Zdaj populacijo volkov v zadnjih nekaj letih, recimo za zadnje 5-letne obdobje, se gibala nekje med 130 pa 170. To seveda pomeni, da so tudi volkovi, ki imajo del svojega teritorija, lahko delamo na Hrvaškem, delamo v Italiji in tako naprej. Tako da z vidika številčnosti, številka 130 ali pa tudi 170 se ne zdi velika, zato ker eno manjše slovensko mesto ima nekajkrat več psov, kot
je volkov za celo Slovenijo. Zato tega tudi govorimo, da so to ključne vrste v ekosistemu, ker že njihova mala številčnost lahko ima recimo velik vpliv na naravno okolje. Seveda v tem primeru tudi na konflikte s človekom. Ne. In v tem primeru seveda je pri upravljanju, trajnostnem upravljanju, kot zavarovani vrsti, ne, seveda poseganje pri taki številčnosti, recimo teh, govorimo o 16-17 tropih v Sloveniji, volkov, sicer gre za trop, ne govorimo o 30 živali, pa govorim od 3 do 10 živali, odvisno od sezone, ne, kdaj, ali so še mladiči prisotni, ali so že odšli. Nismo več, rekel, v poziciji, da bi se morali ukvarjati z preživetjem ali pa z poseganjem oziroma varovanjem vsake posamezne živali. Pač pa lahko sprejemamo ukrepe, ki na nek način olajšajo to uravnavanje, kajti populacije, kajti za preživetje teh populacij dolgoročno je bistveno bolj pomembno sprejemljivost te vrste v družbi, kajti nimajo problema z življenjskim prostorom, ni problema z prehranjevanjem, nimajo problema z razmnoževanjem, imajo visok reprodukcijski potencial. Tako da je pravzaprav sprejemljivost volka v družbi tisti, bom rekel, v tem primeru verjetno najpomembnejši dejavnik, ki ga moramo zagotoviti populaciji volka kot takega. No, govorila so veliko o konfliktih, seveda so tudi zgodbe, ki so zelo pozitivne. Recimo Slovenija je bila saj v zadnjem času izvoznik medvedov, da lahko tako rečem, v Italijo, pa potem v Pireneje, sicer tam je nekako so, lahko bi rekli, živinorejci, ne, spet smo pri teh konfliktih, so bili zelo proti. No, pri nas je pred kratkim končal tudi ta mednarodni projekt Evropske unije o ponovni naselitvi risa. Dobili smo jih z Romunije, že leta 1973 so jih ponovno naselili, kajti izumrl je ris pravzaprav v Sloveniji. Opažamo pa tudi, da se recimo neke vrste zelo razmnožujejo in se širijo, ki jih prej morda niti ni bilo ali pa so bile v daljni preteklosti, recimo šakali, ki se širijo tudi po Evropi veliko. Ne. Tudi v Sloveniji je kar precej že teh tropov šakalov. Ne. To je pravzaprav neka konkurenca tudi volku. Ne. Ja, zdaj, če začnem najprej pri medvedu, ne, te translokacije, kot temu rečemo, so bile izvajane že v 90-ih letih, potem v začetku tega tisočletja, predvsem zaradi tega, ker je rjavi medved, se pravi populacija rjavega medveda v srednji pa zahodnji Evropi so praktično izumrle oziroma bile dejansko na robu izumrtja. Ne. In v okviru prizadevanj za ohranjanje teh srednjeevropskih pa zahodnoevropskih populacij. Tudi tega genetskega bazena. Absolutno. So seveda ugotovili, da so slovenski medvedi, ki so pač najbolj zahodni ali pa severozahodni del tega dinarskega, rečemo temu bazena, ne, regije, še najbolj sorodni, najbližje po sorodnosti, tej znotraj vrstni sorodnosti, ne, tem populacijam. In zaradi tega je Slovenija tudi zaradi razmer populacij, se pravi, ker so bile ugodne razmere v populaciji, je bila slovenska populacija medvedov zelo zaželena pri, rečemo temu, naravovarstvenih prizadevanjih v srednji pa zahodnji Evropi, recimo v Italiji ali pa Pirinejih. No, seveda tam so se spostavili različni varstveni mehanizmi in seveda nastajali konflikti in še vedno nastajajo. Še posebej, če je to upravljanje izjemno konzervativno, kot je recimo v Italiji, v Trentinu. Ne, in še posebej takrat, kada pride do izjemno velikih konfliktnih dogodkov, kot je napad medveda z smrtnim izidom, ki se je zgodil pred 2 letoma in tako naprej. V takšnih primerih zelo, zelo hitro pade podpora družbe takšni populaciji, takšnim medvedom. Na drugi strani smo se tudi mi soočali z situacijo izumrtja vrste, kot je ris, pravi na prehodu iz 19. 20. stoletje. Je ris izumrl in bil potem leta 1973, torej pred 53 leti, ponovno naseljen. Sicer takrat, oziroma ta naselitev, ponovna naselitev velja za eno najuspešnejših v Evropi in tudi eno prvih pionirskih naravovarstvenih aktivnosti
širše v evropskem prostoru. Dejstvo pa je, da je ob takratnem poznavanju, in seveda tudi kasnejšem, je premalo pozornosti posvečalo tem genetskim dejavnikom te ponovne poselitve. Niti bilo tako znano. Tako, absolutno ne. Tudi živali, ki so bile sem prenešene, 3 samice, 3 samci, en je zdaj relativno hitro poginil, so pravzaprav osnovali vso to populacijo, ki je potem približno 20 let relativno dobro delovala, ali pa skoraj 20 let, potem so se pa začeli kazati drugi učinki, se pravi ti genetski učinki, velike sorodnosti, in v začetku, se pravi pred 15 leti, ko so bile narejene genetske študije te naše populacije, se je zelo jasno pokazalo, pa še manj pred 10 leti, da je sorodnost v narekovajih naših risov tako velika, kot bi bili bratje in sestre. In to pa dejansko pomeni, da prihaja do velikih drugih problemov, preživetja, bolezenskih stanj, ki jih doskrat v taki majhni populaciji niti ne opazim, pa živali enostavno ali pogine, ali so preveč dovzetne za druge bolezni in tako naprej, kar je seveda ponovno vplivalo na to, da je populacija začela intenzivno upadati. In pred leta 2017, se pravi pred 9 leti pravzaprav smo uspeli pridobiti projekt, LifeLink se je imenoval, v okviru katerega smo z evropskimi sredstvi podprt, seveda, uspeli pripeljati iz Slovaške in pa iz Romunije živali. Danes opažamo kar pozitivne trende glede z vidika te populacije risa pri nas. Še o šakalih, ki se širijo po Evropi tudi, ne samo pri nas. Šakali so pravzaprav tudi zgodba, ki jo je pravzaprav ustvaril človek, oziroma razmere, ki jih je ustvaril človek. Zaradi spremenjenih razmer, ali z vidika spremenjenih habitatov, z vidika v preteklosti zmanjšanih populacij, recimo volka, zaradi klimatskih sprememb, vse bolj zelenih zim, toplih zim, brez globoke snežne odeje, kajti za šakala je znano, da je to vrsta, ki živi na območjih, kjer večinoma ni prisoten ali pa kratkotrajna snežna odeja, so se ustvarili pogoji, ki so omogočili širjenje takšne vrste. Ampak to širjenje je bilo spontano. Šakala ni nihče namerno pripeljal. Pač pa je posledica drugih posrednih človekovih aktivnosti. In tako širjenje se zaradi teh ali klimatskih ali spremenjenih habitatnih razmer dogaja tudi s številnimi drugimi vrstami. Ker je šakal pač plenilec, relativno, tu govorimo o malem ali pa srednje velikem plenilcu, bolj podobnem ali pa ekološko gledano lisici kot tem velikim zverem, je seveda to tudi ena od stvari, ki sproža konflikte. Predvsem zaradi tega, ker ga zakonsko gledamo kot avtohtono vrsto, kot domorodno vrsto, zaradi tega, ker se je samostojno širil brez neposredne človekove pomoči. To pa izhaja iz tega, da tudi areali, razširjenost drugih vrst zaradi teh klimatskih sprememb se lahko razlikujejo oziroma spreminjajo ali pomikajo proti severu ali višje nadmorske lege, in če bomo mi kot družba za takšne vrste rekli, ne, morajo ostati v svojem historičnem območju, lahko to pomeni, da bojo v nekem trenutku pravzaprav sploh izgubile pravico dobivanja v prostoru, ki jim ustreza. No, in zaradi tega takšnim vrstam, kot je šakal danes rečemo, neodomorodne vrste ali pa novodomorodne vrste, seveda pa to ne pomeni, da ne prihaja do konfliktov zaradi, recimo, v tem primeru pač kot plenilca plenjenja domačih živali, čeprav v bistveno manjšem obsegu, daleč manjšem obsegu, kot je konfliktnost volka. Po drugi strani, ki je pa mogoče še malo bolj izpostavljeno, je pa to, da prihaja na območje drugih dejansko pravih domorodnih vrst, na katere pa lahko ima zelo, zelo negativen vpliv. Kot so recimo na tleh gnezdeče ptice ali močvirskih območij ali pa v gorskih območjih, kot so divji petelin, kot je gozdni jereb in tako naprej. Se pravi, to so vrste, ki so lahko zelo ranljive pri prihodu enega takega plenilca, s katerim v preteklosti nikoli niso imeli nobenih, evolucijskih interakcij, da bi se vzpostavilo nek evolucijski odgovor med plenom in plenilcem. In z tega vidika je šakal seveda
vrsta, ki lahko sproža celo vrsto konfliktov, tako družbenih, z vidika plenjenja kot plenilca in na drugi strani tudi naravovarstvenih prizadevanj. Dr. Hubert Potočnik, docent na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Hvala lepa, da ste odgrnili nam ta zanimiv svet velikih zveri v Sloveniji in tudi v Evropi. Seveda to je tema, s katero se bomo še srečevali. Oddajo sva pripravila tonski mojster Franci Moder in Tomaž Gerde. Podobe znanja.